Smo. Lahko začnem. Češ pridem. Evo, dobrodošli v novi video. To je pa za spremembo video v slovenščini, ker gre za slovenski event. In namreč to je prva runda Drift Stars tekmovanja. To je v bistvu državno prvenstvo Slovenije, ki ga sestavljajo 4 runde, vsaj 4 so planirane in to je recap ta prve runde, ki se je dogajala v Logatcu. V Blagomiksu, v centru varne vožnje, to je praktično moj domač teren. Tam imam na tisoče krogov, od treningov do tekmovanj, pa tudi raznih ekshibicijskih eventov, tako da v bistvu poligon poznam do potankosti. Drift Dreams Club organizira svoje drugo tekmovanje ever. In zanima nas, če jim je uspela ta glavna misija. In ta glavna misija je to, da organizirajo zabaven dogodek, kjer se vozniki navozimo in da se z veseljem vrnemo na tak dogodek. Ostanite v videu pa v bistvu ugotovite, če jim je to uspelo. Mi bomo pa šli po vrsti. In vrsta je tu, kjer se začnejo pravila, zato ker pravila se sestavi daleč pred organizacijo samega dogodka. Po izkušnjah iz Rezgazmika in lanskega DDK-ja je Peter Žvan sestavil pravilnik. Avtomobile je razdelil v 2 kategoriji, pod zvezo se temu reče divizije. Prva divizija je v bistvu street klasa, 225/17 gume in 250 konjev iš 3.0 motori, v glavnem cestna klasa. Ta druga divizija je pa v bistvu unlimited klasa, 265 gume, ostalo je samo varnostna oprema. Jaz seveda vozim v drugi diviziji in se potegujem za največji pokal vikenda. Vikend program je tak, da imamo v soboto obilo treninga, popoldne pa se odvijajo kvalifikacije. Layout je takšen, da je zalet iz mosta zavija v levo, nato pa sledi initiation desno v dolg zavoj, ki se zapira. Initiation je točno tam, kjer je zavoj najbolj odprt in še na initiation dobivaš hitrost. To je točno tak layout, ki hendikepira avte, ki so šibkejši od konkurence, kot je moj avto. Tako da boste videli tekom vikenda, da se cel čas bojujem s tem initiationom. Včasih sem preširok, včasih vržem preveč kota, včasih ne napolnim cone. Ostali del proge je pa v bistvu en velik transition v rondo, ki je značilen za Logatec layoute. Proga se pa zaključi z rhythm sectionom, ki je meni več kot domača, zato ker imam dosti krogov na raznih poligonih, kot tudi na gorsko-hitrostnih dirkah kot predvoznik, kjer se pogosto znajdeš v situacijah, kjer imaš hiter rhythm section in moraš prenasati težo avtomobila čim hitreje in zadeti zunanje klipinge. V bistvu je bila ta rhythm section je bil tako narejen, da sem imel outer, pa inner in cilj. Tako da v bistvu tisti del layouta je meni zelo pas. Od dogodka že nekaj tednov imam pač listek, zato ker če ne bom pozabil pol stvari povedati, ki se mi zdijo pomembne, predvsem z moje perspektive, so pa tudi pomembne do neke mere za vse. Sicer se ne ve, sam zgledal je pa hudo ka pes, ne. Cool, občutek bi bil lahko dosti boljši. Pizda, izgleda je zgledal precej vse dober kolini, pa tudi unta dolg si ga držal skozi lepo, pizda, čist na, ne vem, se pravim, izgleda top. Sliši se v redu. 85.
malo sem dal preveč gasa. Čakaj zdaj, da ne vidijo sodniki tega še, no. Ja, da se malo naprej, no. Dobre. Dobro si pojedel. Nič ni to. Malo mi je žal, da sem to dropal, ampak sem si mislil, bo čez cilj, pa kontroliran. Pa kaj? Ne vem, znajo biti pa mi odbida točke za to. Si že bil čez cilj že znal. Vse to upam, da bojo to upoštevali. Koliko? 92? Sam to si navadno žuki, je tako. Ja, on gledal si, jaz nisem Čak, da najprej sam razloživa, kakva je situacija. Ja, situacija je resna in napeta, ne? Jebena po domač povedan. Ne smem tega govoriti. Ne še enkrat. Moram pa tleh. A gre sploh lažje tja? No Kaj vem. ti praviš? Situacija, sam da jo pa snamem, ne, ker jo pač moram evidentirati, kaj Jaka in Erik delata. Shit. Noro, noro. A spasijo nazaj. Sem. Kje imaš pa vodo, da bomo zalili, da bo nazaj trava rasla? Bomo še enkrat posneli. Ajde. In soboto zaključujemo z kvalifikacijami na prvem mestu, kar je bilo uspešno. Na tekmovanju je prisoten tudi drift taksi, z njim ne tekmujemo, ampak vozim drift taksi. Obisk samega dogodka in drift taksija v soboto je bil bolj bil je, ampak ne. Definitivno bojo tukaj prišla v igro leta, ko bo Drift Dreams klub in Drift Stars prvenstvo imelo za sabo nekaj let, bo se z leti gradil ta following prvenstvu in tudi razvedlo se bo za same dogodke, tako da se veselim časa, ko se bo obisk na teh dogodkih dvignil v številu. Sobota je bila glede tekmovalnega dela za nas odlična, za nedeljo pa sem se odločil za menjavo diferencijala, zato ker na kvalifikacijah, kolikor vem, sodniki ne merijo časa, ki ga voznik potrebuje, da prevozi progo, in v driftu se čas tudi ne ocenjuje. Je pa pomembno, da je drift avto, ki je tekmovalen in konkurenčen, hiter. Torej sem vedel, da bom za nedeljo, ko se bo proga bolj nagumirala in konkurenca našla svoj tekmovalni setup, potreboval nekaj več hitrosti in zato sem se zjutraj odločil za menjavo diferencijala, pa lahko to vidite na naslednjem klipu. Evo, Jaka nam je zrihtal viličarja, da lahko diferencijal šraufamo kot gospodje. To je kar velik plus danes. Nedeljsko dogajanje na progi je predvideno kot obilica treninga za obe divizije, pol pa najprej top 16 borbe za prvo divizijo, street klaso, in pa top 16 borbe za drugo divizijo popoldne. Poleg samega tekmovanja v driftu je bilo pa na dogodku tudi nekaj spremljajočih aktivnosti, kot je karmit spredaj, pa predstavitev nekih vendorjev. Tja, jaz nisem imel časa iti, ker sem bil z dvema avtoma na progi, sem se pa nekaj časa mudil pri RCDC ekipi, ki je v bistvu pripeljala par kombijev modelov s sabo. To so bili večinoma avtomodeli. Highlight tega je bil pa definitivno simulator. Tako da RCDC ekipa je tu ful popestrila dogajanje. Pa tu, tako zdaj gremo tak. To je pa dober za avto šraufar. Ja. Gre zdaj konkurenci pogledati, kako imajo nastavljeni. Je to dovolj visoko? Je, ne? Ok, tam nekje za drift taksi.
To njegov avto, jo. You're on a candid camera. Sorry. Evo, look at me. To bi pa malo bolj šlo, veš. Tole pa bolj. Moje, to se hitro krati. Pač malo raziskuješ. Lahko greš tudi na uno stran proge. A ne da? Ama. How long can you go? When in doubt, throttle it out. Če sta male, lahko grem preverjeno. Naslednji, to je bil prej, nisem videl. Ja, prosim, hvala. Zadnji se priče, da bo pridružil na komentatorski predlog, gremo znova v Višave. Spremlja tele bitke top 8. Naša fina avtobusna platforma diže se v istine, što znači da uskoro će se spremiti, uskoro će krenuti prvi top 8 par. Još je napravljeno, Marko Brnjek, lijepo nije prodostao Lovičar, Ivan ovdje, a vidjeli smo Bukostasa, nažalost Milot ovdje u ovom prvom avanu. A moram držati gas. Slabo. Pa ti čakaš v vrsti za nas sekretjet? Jaz ne. Malo pričam pozorno. Marko Brnjek sledi. Neče bo šel od spod. Ne bo. Samo dol grede težko kontroliram, koliko se hitro spuščam, ker ima zamik bremza pa gas, veš? Lej, Slašo, lej. Zeleni stožec. Kje so one bejbe Slaše? Ki nam ponovadi štarta avtomobile. Izdelajo Bumblebee, Transformerje. Zaenkrat stvari vse kul. Sam da če bo. Lej, kaj si videl, Jaka? Čak sam da se nastavim. Jure Primožič, gremo dalje, Mamer Performance. Malo sem jaz bil. Marko Pogačar in Martin Grošer se ta pomerila v kompakt bitki. Tole bo zanimivo. Ne, to me ne vzdrža. Grošer, Pogačar, čekamo danes uskoro v svoju borbu. Ja! Mladi Krpan Grošer, Martin Grošer. Ja, sem to sedil na to stil. Preden se vržemo na borbe, moram pa povedati, da smo imeli prvi problem s tem, da je driftanje zdaj pod zvezo AŠA 2005. A veš, kaj je problem? Jaz ti lahko povedal, ti odgovarjaš za njega, ne? Tako jo. Če bo šel na bok, bo dec brez roke. Ne, pustiva roko. To je definitivno katastrofa. Fora je lik zaradi tega, ker če bo šel ti na bok, ti bo roko vam potegnil. 100%. Zaradi tega rečemo vsem, tudi drkačem smo povedali, dva prsta. Varnost je na prvem mestu, nažalost, zavarovanje je toliko drag, boste nehali derkati, 100%.
Zavarovanje je zdaj. Za dirko nas drugače 200% dražje. Lahko vam pripeljem, lahko pokličem dirkača 45 na uro, vsi slovi. Je majster brez prstov na en rok. Samo mu jih je stran porezal, pa se je avto sam povalil na roko. Ne, sam tako. Ne, ampak, lej, tudi majstri od zadnji. Ni bilo jasno rečeno, glede rok nima sploh vzeto na znanje. Ne, zaradi tega ti pravim, ni ključno, da se ne bo kaj zgodil, ko boste majstri postavili, ker ne boste imeli narediti. A veš, kaj mislim? Dobro, da ne vozim. Ne, zaradi tega zdaj opozarjam, ampak opozarjali bomo do ene določene dobe, pa bomo začeli pokaznovati, jebemo matrič med. Lik zaradi tega, a veš, tak projektil. GoPro kamera je človeka ubila, kaj je umr gledalce pogledala. No, pa je veliko manj kot tole, ne? Ne, ni manj isto. No, ampak teža je ista, majhna stvar. Zaradi tega pravim. Namreč v moj boks je prišel en delegat in ta delegat se je smukal po mojem boksu, brez da bi kogarkoli povabil, vprašal, če lahko sploh stopi v boks, ne da mu ni dovoljeno, ampak lepo je, ne, da če nepoznan človek hodi po tvojem boksu, kjer je tvoja oprema vredna na tisoče in tisoče evrov, da se pove, kaj tam išče. Ne. Tako da recimo tu mi je bilo že čuden ta odnos. En čas se je smukal okoli drift taksija, en čas okoli mojega tekmovalnega avta in pol dokler ga v bistvu nismo vsi čudno gledali, kaj delaš ti tu, zakaj se nisi predstavil, pozdravil, ne nič. Do takrat ni niti vprašal, kdo je sploh voznik, pa nič. Ko pa je vprašal, kdo je voznik, pa je takoj predstavil problem, da je en od potnikov v drift taksiju imel roko ven med vožnjo, ne? Kar je razumljivo nevarno in pač se naj to ne bi dogajalo. In ko smo padli v to debato, sem mu jaz dal do znanja, da vsekakor varnostni pasovi, roke v avtu, sploh ni dileme, to so varnostni postopki, ki jih moramo in bomo izpoštovali. On je pa kar vztrajal na nekih svojih primerih, nam celo rekel, da bomo nehali tekmovati. V bistvu se je tu izpadlo dokaj osorno, arogantno in zelo neprimerno, z moje strani nedopustljivo. Zato, ker jaz nikomur, ki je prišel driftati za srednješolskim budžetom, ne govorim, da bo nehal driftati, pa da si ne bo mogel več privoščiti tega športa. Kaj pa šele človeku, ki pride tam recimo iz Avstrije z kamionom, ali pa primer Hrvati z kamionom, pa imajo več 100 000 evrski budžet. Ne glede na to, s kom se pogovarjaš, je to nesprejemljiv odnos. Tu je bilo še nekaj, da ne rečem psovk v tej debati, ki jih ne bom vključil v video, ker so neprimerne. Tako da evo, to je mene zmotilo to, da je ta človek prišel do mene, kot da smo mi tukaj dobesedno zato, da delamo štalo na eventu. To sploh ni res, pa upam, da ne bo nihče iz zveze vzel to kot napad z moje strani, ali pa kot napad iz strani drifterjev proti zvezi, zato ker tukaj se zdaj združile dva kolektiva ljudi, torej drifterji in pa zveza, ki realno trenutno nima dosti pojma o driftu. Drift pa odvisno od posameznika, koliko ima kdo pogleda v druge discipline avtošporta. In mi moramo graditi ta odnos tako, da bo odnos funkcioniral zdravo, brez neke represije in da bojo pravila interpretirana jasno in izpoštovana na ta način, da se kot se do zdaj nič ni zgodilo v driftu, kar se tiče telesnih poškodb, še leta vnaprej ne bo nič zgodilo. Tako da jaz sem tu komuniciral z direktorjem dirke in organizatorjem, da nekaj glede tega naredijo, da imamo magar kak sestanek, da se take stvari tudi jasno povejo. Hkrati je pa tudi nekaj drugih voznikov pojamralo o nepotrebnem pritisku se strani nekaterih delegatov zveze. Jaz bi rad dal od sebe sporočilo vsem voznikom, da če vas kaj moti, če se vam kaj zdi nekorektno, komunicirajte. To je odnos, ki ga moramo zgraditi in brez komunikacije tega odnosa enostavno ni mogoče zgraditi. Konkretno organizator in direktor dirke so v stalni komunikaciji za zvezo, stalno prilagajajo pravila, z vsakim novim dogodkom izdajo posebni pravilnik in vsak nov dogodek ima polno specifik. Kot tudi je zelo specifična komunikacija med delegati in vozniki. Ker vozniki moramo posebno v drugi diviziji upoštevati en kup pravil, da bi bili naši avti varni
in izpravni za uporabo na progi. Torej, če vam kaj ni jasno, vprašajte, če vas kaj moti, povejte, pa upam, da boste dobili dober odgovor od oseb, ki so zato tam na mestu. Mene je to posebej zmotilo, zato ker vozim tujino, vozim pri nas, vozim že leta. In v mojih 10 letih v driftu je to šele drugi primer, da je nekdo tukaj pristopil nekorektno in v bistvu izvajal nek pritisk, ki ga ne bi rabo izvajati, sploh pa ne zato, ker ni prišlo sploh do nikakršnega nasprotovanja z moje strani, ne. Samo se pač v primeru napake je bilo treba izpostaviti in se ta napaka popravi v bodočih vožnjah, ne. Da se vrnemo na vožnjo. To, kar mene zares zanima in to, kar na tekmovanju zares šteje. Treningi so bili brez težav. Ugotovil sem par fint, kako vozi ta layout, v katere se danes ne bom spuščal, zato ker bi bil ta video dolg 1,5 ure. Pa tudi to so takšne tehnikalije, ki zanima samo peščico voznikov ali pa gledalcev. Če si to ti, napiši v komentar, pa če bo dovolj takih komentarjev, bomo kdaj naredili res in-depth tehnični video glede vožnje in prepoznavanja fint na layoutih. V top 16 borbah pa se soočamo z tekmici. Najjača divizija, torej divizija, kjer so vse predelave dovoljene v okviru varnosti, torej lahko imate noter motor od Boeinga, vse nam je. Prvi Erik Janković z 92 točkami vodilni na včerajšnjih kvalifikacijah, za njim Jaka Legiša s svojim Nissan 350Z z BMW turbo motorjem. Z rahlim pozdravom za občinstvo, da vidite, da fantje znajo tudi tako estetsko peljati, kot Luka Marko Grošelj. To jih je on naučil, zdaj mi sledimo. Samo Blaž Podboršek i Matjaž Podboršek zamijenili su svoje pozicije. A mi smo već krenuli. Krenuo nam je prvi par, to su nam Erik Janković i Kevin Pirker. Tako je. Erik Janković v mojih očeh favorit dneva, ker je včeraj odnesel prvo mesto na kvalifikacijah. Nam je vsem demonstriral, kako se pele tole Lexus gnano E36 po stezi s švoh 300 konji, fant uspe. Široko, lijepo, sa puno kuta, jako lijepo. Janković stvarno evo pokazuje. Erik je plačal celo štartnino in bo izkoristil celo progo, je rekel. A vidjet ćemo kako će sada Janković pratiti Pirkera. Kreću nam u svoju drugu vožnju. Ali bo Erik Janković previden po prvi vožnji, ali bo šel na vse ali nič. Erik Janković se ne zmeni za statistiko in se približuje Kevinu na polno. U ovom drugom dijelu. Skids in Republic Banana dokazuje, da je nov OG slovenske drift scene. Dajmo en aplauz. Na braniku Janković je izašao iza Pirkera van u ovoj drugoj vožnji. Jako lijepa vožnja. On gre naprej. On gre naprej. Ne, zebam si. Valjda da ne. Dobro, ne vem, kaj se je točno dogajalo. A torej, to je potrjeno, a ne? Ja. Super. Dobro si me dobro. Zdaj pa vem, stalo živča, pa ne moramo. Ker ta prvi battle dneva je vedno, da se vržeš v flow. In je vedno v bistvu najbolj stresen, a ne? Ja, dvigni zadaj, pa še havbo samo na ono palčko.
sigurno nas očekuje fantastičan nastup ovog dvojca. Široko idu oba dvojica. Erik in Lukas sta že poprej vozila kdaj skupaj, tako da si zaupata. Sigurno Lukas ve, da Erik ne pušča gasa do konca piste, kajti na voljo ima bogih 300 konj, medtem ko Lukas jih ima mnogo več. In imel zdaj, kar se mi zdi, da Hrvoje težave proti koncu, pravilno se približati Eriku. Ja, čak evo, iznenađen sam, moram reći da sam se nadao da će ipak Lukas ovo bolje ispratiti. V Tuaregu je modra knjiga. Poglej v pravilniku, če je nič točk to, če se odpre vrata ali havba. V veliki coni se mu je odprla havba. Vrata, leva. Ja, poglej, če je to 0. Krenuli su i u svoj drugi ran. Sada nam je Lukas lead runner, Erik prati za sada, eto isto sa malo većim odstojanjem. Vidimo razliko v konjskih močeh, dame in gospodje, vendar Erik se ne pusti, v ovinkih se vse nadoknadi. Lukas u pola vožnje, vrata otvara i zatvara. Lukas dobija s vrhunsko, Erik še bolj vrhunsko za njim, dame in gospodje, en aplauz za tole lepo vožnjo. Vi kar gledajte, I zatvorio je vrata. Imamo live stream pripravljen, sam prišel. Live reče. Još je na live-u rekao. Otvorio i zatvorio je vrata u ovom polukrugu ovdje. Potem so nasprotniki za tale kratek ran, potem znova ratejo prijatelji in gremo. Erik Janković, Lukas dobija prvi One More Time danes. Od njiju bomo videli zdaj, da bosta pelala tako odločno, da ne bomo rabili še kakšnega One More Time-a. Ali bo pač potrebna ponovna vožnja. Mi jih bomo pošiljali na progo, dokler ne bo kdo naredil take napake, da lahko damo voznika naprej. Tole je vrhunsko. Od obeh Hrvoje jaz si ne znam odločiti, kdo je bil zdaj boljši. Ajde! Now Lukas is lead runner and Erik Janković is the chase runner. Zdaj bo Erik probal potruditi se svoj konjski deficit pod pokrovom motorja nadomestiti z gasom in Erik se je skoraj do tanki Lukasa uspel rešiti avto pred skorajšnjim poravnanjem.
Erik Janković se ne zmeni za moč Lukasa in lahkost njegove Toyote. Misli si, Erik? Drives again from both of them, Lukas Dobajas and Erik Janković. Na tranziciji ne, ali mi z Brdom je skoraj izravnalo, ali ni bilo katastrofe. Nice. Entschuldige für den Bump, aber Alexander mega. Ich weiß auch, warum du so viel Winkel hast im langsamen Teil. Ja, du hast viel Winkel. Aber du hast mega Winkel, ja, viel mehr. Krankenscheiße. Geiles Bild. Super. Razumeti, da je zelo velika površina. Ich habe gewonnen. Okay. Hey, mega fett. Bestes dieses Jahr. Nice one. See you in the next. Yeah. That's Erik. Totaler. Jawohl. Very good, very nice, my friend. Yes. Yes. Super bravo. Puno više plovskol je bila druga vožnja nego prva. Dol pa neke Westlake, bom se zdaj odločil kjere. Kako zmagal? Janković, Martin Grošelj kreću u prvu finalnu borbu. Martin Grošelj kar anksiozno proti Eriku, ima precej več konjskih moči kot Erik. Govorimo o razliki, Erik 300, Martin 500 konj, torej en cel avto divizije, ena vmes konj je vmes. Martin znova brez preživetvenega nagona, močno na vrata Erika Jankovića. Odlična je borba, eto publika ovdje je oduševljena. Dve distance, ali distanca, velika razlika. Di točno je napravil loš transition timing. Ok.
finala. Grošelj vodi, Janković prati. Gaspar je zamahnil. Erik Janković nadomešča deficit konjskih moči s svojim pogumom in ne spušča gasa, gre popolnoma na vrata mlademu Martinu. Novodobni OG slovenske drift scene. Grošelj Janković. Jaz se ne znam odločiti, kdo je tole bolje vozil. Oba fanta vrhunsko čez celo progo. Dejansko ne vidim napak, ki jih bojo sodniki zdaj na počasnih posnetkih. Nevjerovatno je ovo bilo, evo, fantastično zagledati odavdje. Nič te, Borna šuti, govori mi nešto, javio se ti skoro. Sorry, na glas imam slušalke, štekaš to. Pravi, drugič pa kar peča, še ne zna kroga. Ja. Toliko pizdilo je krožek, da sem mislil, da daš še eno. Pizdilo se še pomekalo sredi. Dobro. Bravo. Opa, sorry. Dobro. Pa lej, je freestyle šport, ne? Vi ste priče, če bojo rekli, da nisem imel dirkaške opreme. Jaz mislim, da se vidi boljši, moj čas je bil slab. Tako so mi rekli isto spoterji, bomo videli. Borna, se čujemo? Ne, prekinili so, ok, nija veze. Ni bil dober čas moj. Erik je Marko pomagal, stipke. Prav, tam. Dobro, res dobro, Borno. Zdaj se pa lahko probuješ. Ja, bom. Vse je dobro, prvi, drugi, mačiš. Bravo, Erik. Hvala. Jaz samo dam majico, skinem patike, pa lahko... Ali boš ti šel zapaliti te gume? Ok. Itek so se uničil, ker sem jih imel prenizek tlak. Zdaj? Koliko si pa fural hladne? Ok, se pa bila blizu, jaz Si mi lahko moče išel, ne? Mislim, glej, power me omejuje. Ja, to itek. Tako da ni bilo niti približno komod, ampak... Ja, vem, sam da dam karokse. Pa majico dam, pa smo lahko štartali. Dajta vseeno pase zaradi Jašoja, vsaj preko rame. Daj si vsaj preko rame pase zaradi Jašoja. A boš vprašal, če je določeno mesto ali pač kjerkoli? Kje smo podelitev? Do svita, svita tam dol. Ne vidim ga. Tam galano, tukaj skoraj najbolj pred... Pred betoni, v glavnem, tam na levi. Pasu nekomu bolj kot drugemu, pa bomo mogoče videli kontrast popolnoma novih voznikov na podijih. Zdaj gremo pa mi v en drift show, da bodo te fantje skurili vse, kar imajo še od teh gum za vas, dame in gospodje. Naravno, ne da će samo spaliti gume i napraviti show, nego nagradimo ih jednim velikim pljeskom. Erik Janković. Martin Grošelj in Jaha Legiša. Vse gume morajo umreti! Jedan veliki aplauz za ova tri vozača. V velikem finalu se najdeva jaz in Martin Grošelj. Martin, kot že veste, je sin legende slovenskega drifta Luka Markota, vozi njegovega Turbo M3-ja in je čist konkurenčen in resen nasprotnik kljub njegovi skromni starosti. Oba smo na Westlake gumah. Westlake guma se je tu pokazala kot edina guma, ki jo moj avto še lahko vrti, ker ekstrema ni več mogel vrteti. Ampak kot guma, na kateri moraš biti, da dosežeš prva 3 mesta. V finalu odvozim nekoliko boljši kot Martin in tako vzamem prvo mesto. Za nami je po rezultatih perfekten dogodek. Prvo mesto na kvalifikacijah in prvo mesto v borbah.
To je vse, kar smo si lahko želeli na tem dogodku, kar se tiče tekmovalnega dela. In moram reči, da ta dogodek ne samo, da je na dobro poznani lokaciji z layoutom, ki je izval moje vožnjo, da sem res razmislil, kaj delam za volanom, je dosegel tudi to, da smo se cel vikend res zabavali. Fluidnost proge je bila odlična, kljub temu, da se je layout križal, je bil pretok tako dober, da je vseh 40 in nekaj voznikov na štartu brez težav skozi vozilo. Na treningih si naredil tipa 30 krogov, če ti avto ni crkoval. In s tem moram čestitati Drift Dreams ekipi z direktorjem dirke Petrom Žvanom na čelu, da so uspeli res ustvariti dogodek, kjer smo se navozili, zabavali in kjer sta bila dva brezskrbna dneva na progi preživeta v strašni vročini in med nekaterimi prijatelji, nekaterimi hejterji in z dobro konkurenco, ki pa je sicer klecnila proti našim zmogljivostim na progi. V tem času, ko pa jaz uspem zediti ta video, se je pa že odvila druga runda, moram tako pokazati, so rekli Hrvati, torej druga runda, ne? Druga runda Drift Stars prvenstva, ki pa je bila na Hrušici. Kmalu bo video recap tistega, pogledajte si obvezno tudi tisti video, da boste videli, če se je delegat še malo umiral, kako nam je šlo, ali nas je zelo tehnična proga na zaprti javni cesti kaj hecala, in pa, če je bilo več obiska na Drift Taxiju. Zahvaliti bi se želel moji ekipi, da neumorno pomaga na eventih. Zahvaliti bi se pa tudi rad vsem vam, ki ste prišli do konca tega videa, ki neumorno suportate za Drift Taxi vožnjami, za nakupi na šopu, v živo, z lepimi komentarji, pa tudi hejterji, zato ker vam ne moremo dati mira in nas nosite v svojih mislih, kamorkoli gre. Dobro, ne vem, čakaj še enkrat bom to povedal. Ne, stari, to je perfekt. Ja, vem, ja. V redu je. Speaking about what we're doing at the weekend, the first thing I'm gonna do is get a Mohican. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff.